vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan. Da kunder sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Da rojak prost bo vsak, neurag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, neurag le sosed bo, neurag le sosed bo mejak. Spoštovana gospa ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, spoštovani gospod veleposlanik Paragvaja, spoštovana poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospod župan, dragi častni gostje, spoštovani občanke in občani občine Medvod, gospe in gospodje. Dobrodošli na osrednji slovesnosti ob praznovanju občinskega praznika Medvod. Istočasno dobrodošli na slavnostni seji občinskega sveta, ki je letos posvečena zares posebni osebi, izjemni ženski. Vsako leto je ta priložnost s podelitvijo priznanj namenjena zaslužnim občankam in občanom. Tako bo tudi letos. Rdeča nit slovesnosti se bo nocoj pletla okoli Medvoščanke, ki se je pred 100 leti rodila v hiši, ki stoji tamle čez, in postala svetovno prepoznavna znanstvenica, etnologinja, antropologinja, jezikoslovka. Nocoj bomo govorili o ženski, ki je svojo življenjsko izkušnjo presegla čas, s svojim delom pa povezala državi Paragvaj in Slovenijo tako zelo, da je danes ob stoletnici njenega rojstva slavnostna seja tukaj v njenem rojstnem kraju posvečena prav njej. Prodorna doktorica Branislava Sušnik je v Paragvaju od leta 1952 pa do njene smrti leta 1996 vodila etnografski muzej v glavnem mestu Asuncionu. Tam, na drugem koncu sveta, so ugledno uresničevalko najvišjih strokovnih standardov z vizijo in družbenim uvidom upodobili celo na poštnih znamkah. Pri nas, v Sloveniji, pa o njej, ki je naša rojakinja, bore malo vemo. Branislava Sušnik je s širokim razgledom in pogledom v družbeno tkivo svoje življenje posvetila raziskovanju človeka, njegovih navad, običajev in kulture. V čast doktorici Branislavi Sušnik je prelepi park, ki stoji na drugi strani tržnice, danes dobil njeno ime. Že popoldne sta tablo z napisom
park doktorice Branislave Sušnik slavnostno odprla paragvajski veleposlanik in župan občine Medvode. O slavni Medvoščanki s profesionalno provenienco, ki je tisto, kar je nosila v sebi, odnesla s seboj v svet, v daljni Paragvaj in tam v popolnosti izkoristila svoje življenjsko poslanstvo, boste več slišali skozi nocojšnjo slovesnost. Ker pa je večer posvečen izseljenki, najprej, gospe in gospodje, na oder vljudno vabim ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorico Heleno Jaklič. Spoštovani gospod župan, spoštovani svetovalec predsednika akademik dr. Žekš, njegova ekscelenca, veleposlanik dr. Fačeti, spoštovani organizacijski odbor, spoštovani visoki gostje, spoštovane občanke in občani. Izredno sem počaščena, da sem lahko danes del tako pomembnega praznovanja, ki presega meje občine Medvode, ki presega meje naše države, ter se ozira vse do daljnega Paragvaja. Počaščena sem, da nas vse lahko uvedem v to prav posebno slovesno sejo občinskega sveta. Težko bi našli narod, ki bi imel med svojimi rojaki na tujem tako veliko uspešnih in uglednih mož in žena, kot jih prešteva naš slovenski narod. Marsikomu rodna Slovenija tega dolgo ni znala prav priznati in zanje morda še danes vele malo kdo. Med temi, ki so morali počakati kar nekaj desetletij, da so se vrnili v zavest naroda, iz katerega so prišli, je zagotovo tudi dr. Branislava Sušnik. Hvaležni smo lahko, da ji je njena druga domovina dala možnost in priložnost, da je naša rojakinja lahko pokazala svoje številne talente in sposobnosti, ter ji dala tudi zaslužno mesto ob velikih ljudeh paragvajske države. Prav tako sem izjemno hvaležna, da ob 100. obletnici njenega rojstva dr. Branislava Sušnik dobiva mesto tudi v Sloveniji, v deželi, v kateri se je rodila, rasla in se napajala v tisti žlahtnosti bogatstva slovenske duhovne tradicije in kulture, ki je tolikom Slovencem dala trdnost, vztrajnost, pogum in širino, ki jim je nobena preizkušnja ali tujina ni mogla vzeti. Posebno priznanje ob tem gre vam, župan občine Medvode in vsem vašim občankam in občanom, ki ste tenkočutno pripoznali pomen in vlogo svoje sorojakinje, po kateri ste poimenovali park in katere obeležje je prvo v vrsti priznanih Medvodčanov na sceni Obrazi Sotočja. Svojo gesto ne utrjujete le krajevne identitete Medvoščanov, temveč vseh Slovencev in Slovenk, saj se ob vašem priznanju izjemnega dela antropologini in raziskovalki krepi tudi naša samozavest in naš ponos. Spoštovani, želim vam uspešno slavnostno sejo, prejemnikov občinskih nagrad pa naj gredo že zdaj tudi moje iskrene čestitke. Svojim nesebičnim delom za dobrobit vaše občine potrjujete, da ste vredni nasledniki svoje sokrajanke, dr. Branislave Sušnik. Hvala. Hvala, gospa ministrica. Zdaj pa v ospredje vabimo nocojšnjega gostitelja, župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta. Prosim. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, spoštovani veleposlanik Republike Paragvaj, dr. Juan Francesco Franchetti, svetovalec predsednika Republike Slovenije, akademik dr. Boštjan Žekš, ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič, državna sekretarka Ministrstva za kulturo, dr. Ignacija Fridel Jarc, namestnik vodje delegacije Evropske unije v Paragvaju, Bogdan Batič, veleposlanica magistra Anita Pipan, poslanca državnega zbora Andreja Zabret in Leon Merjasec, župan občine Šenčur Ciril Kozjek, župan občine Škofljica Ivan Jordan, podžupan občine Gorenja vas Poljane Anton Debeljak, pooblaščena ministrica z Ministrstva za zunanje zadeve Irena Gril, vodja sektorja za Slovence po svetu dr. Zvone Žigon, Marko Jenšterle, vodja službe za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo, predstavnika Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal in dr. Peter Raspor, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja
Tanja Roženberger, sodelavci, predstavnica Narodno-univerzitetne knjižnice Helena Janežič, direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek, dr. Marija Mojca Terčelj, raziskovalka z Univerze na Primorskem. Častni občani, gospod Julij Novljan, Janez Šušteršič, Jožef Šiler, podžupan Ivo Rep, člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, dosedanji in letošnji prejemniki priznanj, odborniki komisij in odborov občinskega sveta, dragi kolegi, sodelavci iz občinske uprave, direktorji in sodelavci javnih zavodov, predsedniki in člani svetov krajevnih in vaških skupnosti, župniki, predstavniki društev in organizacij, sorodniki Jakoba Aljaža in posebej lepo med nami pozdravljam tudi sorodnike Branislave Sušnik. Pozdravljeni vsi dragi gostje. Pozdravljeni na današnji slavnostni seji občinskega sveta občine Medvode o praznovanju občinskega praznika v spomin rojstnega dne našega zavetnika, Medvoščana izza vrha pod Šmarno goro Jakoba Aljaža, ki smo mu letos ob bok postavili še eno medvoščanko, ki je vse življenje duha postavljala pred materialno, našo Branislavo Sušnik. Unum est necessarium, ali eno je pomembno. 3 besede vzete iz Lukovega evangelija. 3 besede, ki so bile življenjsko geslo vzornika Branislave Sušnik, prav tako velikega Slovenca, škofa Friderika Irineja Barage. Unum est necessarium. A kaj v našem kratkem življenju to je? Kaj je tisto pravo, kaj je tisto resnično pomembno? Kolikor glav, toliko odgovorov najbrž. A zdi se, da je bil pri ljudeh, ki so v naši skupnosti pustili pečat, ta odgovor vedno zelo jasen. To nikakor ne pomeni, da so videli samo svojo pot, le svoje prepričanje. Nikakor ne pomeni, da se niso zavedali, da ne obstaja le en pravilen pogled na svet. A prav zaradi širine duha, ki so ga premogli, so razumeli, da je duh tisti, ki omogoča rast. Da je duh in ne materija tisto, kar vsakogar, ki išče, na koncu pripelje do končnega spoznanja, da ve, da nič ne ve, a je v tem bogatejši od večine, saj mu ni vzeta možnost čudenja. Za Branislavo Sušnik se zdi, da je ena tistih, katere duha v naši skupnosti, lokalni in državni, nismo kdo ve kako občutili, cenili, mogoče tudi razumeli. Zato se je tudi pri njej, kot pri toliko drugih, izkazal latinski rek nemo propeta in patria sua, oziroma nihče ni prerok v svoji domovini. A ona si je, kot naš Jakob Aljaž, ko so mu vedno znova in znova podstavljali ovire na njegovi poti narodnega bojenja, otresla prah z nog in se podala naprej po svoji poti. In kjerkoli je delovala, je za seboj puščala sled. Največjo gotovo v daljnem Paragvaju, med domorodci, ki so jo vzeli za svojo in jo odprli svet, ki je bil tako slabo poznan. Odprli zato, ker so čutili, da gre za človeka duha, ne materije. Da gre za Branko, ki ve, da nič ne ve, a tako izve in se nauči največ. Neka misel pravi, da ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko pa delamo majhne z veliko ljubezni. In kje je, spoštovani gosti, iskati navdih za upravljanje majhnih stvari z veliko ljubezni bolj, kot pri ljudeh širokega duha, kot sta bila Branislava Sušnik in Jakob Aljaž. Njihova zgodba nas vedno znova nagovarja, da eno, tisto, kar je pomembno, ni skrito v materialnem, temveč drugje. Prav zato se naša skupnost ob tem praznovanju zahvaljuje tudi vsem vam, spoštovani nagrajenci. Vi ste eni izmed tistih, ki misel o malih delih z veliko ljubezni širite v naši skupnosti. Zaradi vas in vam podobnih posameznikov je naša skupnost prijeten kraj za življenje, kjer se trudimo, da bi duh čim večkrat presegel vse drugo. Na naših poteh seveda vedno znova padamo, saj smo končno le ljudje. A že zavedanje, da nismo popolni, nas približuje misli, da vemo, da nič ne vemo.
In to je, spoštovani nagrajenci, dragi občani, gosti, tisto, kar resnično osvobaja. Unum est necessarium. Le eno je pomembno. Je verjela tudi Branislava Sušnik. In kar je v življenju počela, je počela iz ljubezni. Ljubezni vsej njeni pojavnosti. Ljubezni do čudenja, ki nas žene v raziskovanje. Ljubezni do dela, ki nam osmišlja vsak dan. Ljubezni do bližnjega, ki nam veleva, da drugemu storimo, kar bi želeli, da on nam stori. Ljubezen skozi skrb za drugega torej, ki odlikuje naše nagrajence in mnoge tiste, spoštovane občanke in občani, ki ste se že, in vsaj tako kaže, se boste morali še izpostaviti in pomagati bližnjemu v situaciji, ki je bila vsem nam in svetu do nedavnega težko predstavljiva. Vsakdo, ki v teh časih zna upravljati majhne stvari z veliko ljubezni, izvršuje geslo vzornika Branislave Sušnik. Živi za tisto, kar je edino pomembno, saj ve, da ljubezen ne more izvirati iz sebičnosti in razume misel našega zavetnika Jakoba Aljaža, ki je v svojih naporih o prebujanju naroda izrekel znamenite besede. Saj ne gre zame, za vse nas, Slovence gre. Hvala. Čakaš občutek, da je res, kar se zdi. Moraš nujno domov po vse drobne stvari. Spet čakaš trenutek, ko zagledaš oči. Moraš zliti se vanje, grem tja, kjer je toplo. Želim si, da grem tja, kjer je svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. Želim si, da grem tja, kjer je svetlo. Pridi v moje vesolje, med planete strasti, med planete ljubezni in med svetle noči. Kot zeleno poletje, kot srebrno nebo. Jaz ne vem, ti ne veš, on ne ve, mi ne vemo, nimamo več nič, razen srca. Vse se menja, živi, vse stoji kot stara ura. Sprejeti to, ujeti to, razumeti to. Želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je
svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. Pred 100 leti je bilo v Medvodah vsega skupaj 14 hiš. Eni od njih, tukaj v bližini, naj bi se reklo Prtosnik in v njej se je rodila Branislava Sušnik. Še posebej zato, ker je naša rojakinja in sokrajanka, ji danes izkazujemo zasluženo čast za vse, kar je v življenju naredila. Morda so se prvi zametki humanističnega čuta, ki jo je zaznamoval, začeli v njej rojevati prav v njeni rojstni hiši. O hiši, v kateri se je rodila, pripovedujejo današnji stanovalci, zbrani v dokumentarnem filmu Hiša med vodami, ki ga je v sodelovanju z doktorico Barbaro Pregl posnela nemška režiserka Henrike von Dewitz. Film si lahko po končani prireditvi ogledate pred vhodom v Medvoško knjižnico. Lepo vabljeni. Zdaj pa pozornost namenjamo najbolj zaslužnim občanom in občankam, ki že dolga leta, vsak na svojem področju, v humanističnem duhu in solidarni drži Branislave Sušnik, svoj čas, voljo in znanje namenjajo skrbi za sočloveka in skupnost. Občinska priznanja podeljujeta župan, gospod Nejc Smole, in predsednik komisije, gospod Roman Veras. Oba vabim, da se mi pridružita na odru. Gospod Veras pa nam bo na kratko predstavil tudi delo komisije. Izvolite. Spoštovane, spoštovani, dober večer. O prejemnikih letošnjih občinskih priznanj je komisija odločala že v novi zasedbi in se odločila, da podeli en naslov častnega občana, 2 plaketi in 2 medalji. Kaj vse so dobitniki občinskih nagrad oziroma priznanj postorili za dobrobit občine in občanov, bomo izvedeli v nadaljevanju. Sam bi povzel le nekaj misli. Skoraj vsi se zavedajo, da za ljudi, ki imajo ideje, vidijo priložnost za spremembe in dejansko želijo nekaj spremeniti ter doprinesti skupnosti, vedno obstaja pot. Ne samo ena, polno poti, ki niso vedno lahke in na katerih je veliko izzivov, pa tudi preprek. Nikdar jim ni žal njihovega truda, ne časa, pa naj bo to, ko gre za novo asfaltno prevleko, obnovo stavb, urejeno okolico, lično poslikane kapelice, organizacijo postavitve novoletne okrasitve ali obujanja zgodb, dogodkov in iz zgodovine kraja. Poleg tovrstnih angažiranj pa najdejo čas tudi za sodelovanje v različnih društvih in največkrat so obremenjeni še številnimi funkcijami, preko katerih uresničujejo svoje ideje in izboljšave. Zopet so nekateri, ki se kljub odgovornemu poklicnemu delu našli čas za široko družbeno aktivnost. Njihovo delovanje na najvišjih položajih, bodisi na državni, občinski ali krajevni ravni, je botrovalo boljšemu razvoju drobnega gospodarstva, kmetijstva in turizma, pa tudi izgradnji večjih objektov na področju komunale in družbenih dejavnosti v občini. Ob vsem tem pa se najde čas tudi za delovanje na področju kulture, športa in planinstva. Kako živeti in pomagati krajanom, ko se upokojiš?
Najlažje, da začne s svojim krajem ponovno živeti, spoznati čim več krajanov, se z njimi družiti in se vključiti v različna društva. Društva upokojencev so nedvomno ena od primernejših za dejavno in prijateljsko druženje ter udejstvovanje. Treba je zastaviti cilj, razviti nekaj novih dejavnosti za njihovo uresničevanje. Z izrazitim čutom za solidarnost, enakost, pravičnost, za vse dostopno zdravstvo, podporo ranljivim družbenim skupinam se lahko pustijo globoke sledi med občani ter se da veliko prispevati tudi k ugledu in razvoju občine. Prav zato se kar nekaj medvoljških nagrajencev oziroma nagrajenk posveča prostovoljstvu ter zanj porabi na tisoče ur. Večina se jih tudi nenehno usposablja ter pridobljeno znanje s pridom uporablja. Prav dobro se zavedajo, da je lahko starost težka in žalostna, da je mnogo starejših ljudi samih, da so mnogi v stiski in potrebujejo pomoč. Večina prostovoljk pa sodeluje tudi pri različnih akcijah za dobrobit občanov, tudi najmlajših. Spoštovane in spoštovani, dovolite, da že kar sedaj v imenu komisije iskreno čestitam vsem nagrajencem, vam pa hvala za vašo pozornost. Medaljo občine Medvode podeljujemo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za posamezna družbeno koristna dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju. Za pomembno družbeno koristno in humanitarno delo prejme medaljo občine Medvode skupina prostovoljk in prostovoljec Društva upokojencev Pirniče. Prosim, da se nam na odru pridruži vodja skupine, gospa Irena Stanič. Vemo, da je mnogo starejših ljudi samih, da so mnogi v stiski, a nočejo, ne morejo ali ne znajo poiskati pomoči. So pa zato posamezniki in tudi društva, ki svojo mrežo prostovoljcev skrbijo za bolj kvalitetno življenje starejših. Mednje nedvomno sodi tudi Društvo upokojencev Pirniče. V duhu tega cilja so se prostovoljke in prostovoljec Društva upokojencev Pirniče že pred 12 leti vključili v vseslovenski projekt Starejši za višjo kakovost življenja doma. Izkušnje si izmenjujejo na rednih mesečnih sestankih in dobro sodelujejo s prostovoljkami Društva upokojencev Medvode in pokrajinsko koordinatorko. Skupino vodi Irena Stanič, v njej pa so še Rozalija Strojan, Julijana Zadravec, Karolina Ličen, Fani Radoha, Jožica Zavolovšek, Veronika Pretnar-Kunstek in Lovro Bogataj. Obiskujejo in skrbijo za okoli 20 starejših na domu. Letno opravijo 1550 prostovoljnih ur. Največkrat premagujejo osamljenosti, se družijo ali organizirajo različne oblike pomoči. Tisto, ko grejo punce iz te skupine svojo toplo dušo do človeka. Redno se udeležujejo za svoje delo koristnih in potrebnih izobraževalnih seminarjev in predavanj. Sodelujejo pa tudi pri peki palačink ob Evropskem tednu mobilnosti v občini Medvode, v prvem tednu pouka pa poskrbijo za varno pot učencev v šolo. Vsako leto so aktivni na vseslovenskem festivalu za tretje življenjsko obdobje in ob novem letu obiščejo ter obdarijo vse svoje varovance v Centru za starejše Medvode. Že med letom pa se spomnijo vseh visokih življenjskih jubilejev svojih krajanov.
Iskrene čestitke prostovoljkam in prostovoljcu Društva upokojencev Pirniče. Želeli ste še nekaj povedati? Izvolite, vsekakor, mikrofon je vaš. Lepo pozdravljeni. V imenu vseh prostovoljcev Društva upokojencev Pirniče se lepo zahvaljujem za to lepo priznanje. 8 nas je, smo aktivni in marsikomu polepšamo dan, ko ga obiščemo in mu kaj pomagamo. Hvala vam, ker ste nas opazili in cenite naše delo. Malo vas je, malo besed ste povedali, a veliko ljubezni vlagate v svoje poslanstvo. Iskrene čestitke. Za 20-letno prostovoljno delo pri župnijski Karitas Preska prejme medaljo občine Medvode tudi gospa Klara Marija Plešec. Klara Marija Plešec je že več kot 20 let dejavna v župnijski Karitas Preska, saj želi kot prostovoljka pomagati vsem tistim, ki so v stiski. Tako kot so raznolike njihove potrebe, je raznoliko tudi njeno delo. Doslej je opravila več kot 1100 ur prostovoljnega dela pri pripravi in razdeljevanju materialne pomoči in vodenju blagajne župnijske Karitas in 11500 ur prostovoljnega dela, ki ga je skupaj s sodelavci in sodelavkami opravila pri pripravi in razdeljevanju hrane ter dovozu in dobavi materialnih dobrin za dopolnjevanje potrebnih zalog, kar v 20 letih pomeni približno 21 ton hrane in higienskih potrebščin in še kakšen priboljšek. Kaj mi pomeni? Neko zadoščenje, da lahko kaj naredim tudi brez plačila. Skrbno vodi evidence za poročila, ki jih zahtevata Škofijska Karitas Ljubljana in Evropska unija. Zato pristojna komisija Evropske unije ob uradnem pregledu stanja skladišča ni ugotavljala prav nobenih napak. Svoje znanje je izpopolnjevala na tečajih organizaciji Škofijske Karitas Ljubljana, tako v Ljubljani kot tudi na dodatnih tečajih v Medvodah, med drugim tudi na tečaju nege na domu. Vse pridobljeno znanje s pridom uporablja. Klara Marija Plešec se zaveda, kako zelo so pomembni pristni človeški odnosi in stiki z ljudmi, ki iščejo pomoč, zato se tega zvesto drži. Iskrene čestitke tudi gospe Klari Mariji Plešec. Zdaj pa, gospe in gospodje, prisluhnimo našim glasbenim gostom. Z nami je nocoj Severa Đurin, svojo akustično zasedbo, ki jo tvorijo izjemni glasbeniki Dejan Lapanja, Uroš Rakovec in Blaž Celarec. Zgodila se bo skladba, ki nosi naslov Kakor da se nič ni zgodilo. Zemlja se odpira proti dnu, skale se valijo brez glasu in moj samotni veter se zaganja brez miru. Plameni mi grejejo telo, iskre mi begajo oko in rumeni ogenj se dviga pod nebo. Kakor da se nič ni zgodilo,
si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov zrak. Režem morje, vračam se domov. Divje vode se vzpenjajo čez krov in moje temne gore se lomijo na pol. Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov Ves čas nocoj v pripoved vpletamo življenje Branislave Sušnik, kot da se nič ni zgodilo, a vendar je njeno življenje izjemno zanimivo. Prve razrede osnovne šole je obiskovala v Medvodah, osnovno in srednjo šolo pa je končala v Ljubljani. Na poljanski gimnaziji naj bi mlad profesor, etnolog Niko Kuret opazil njen poseben dar za zgodovino in jezike. Po italijanski okupaciji je z najvišjimi ocenami diplomirala iz zgodovine in prazgodovine na ljubljanski filozofski fakulteti. V šolskem letu 1942-43 je obiskovala visoko šolo orientalskih ved v Rimu, kjer je poslušala predavanja iz rimske in starokrščanske arheologije ter sumero-babilonske zgodovine in arheologije. Po študiju v Rimu se je vrnila v Slovenijo in po težkem obdobju druge svetovne vojne preko Rima s pomočjo šolskih sester emigrirala v Argentino ter pozneje v Paragvaj.
Iz njenih študentskih let nimamo veliko podatkov. Lahko samo domnevamo, da se je njen oblikoval na Slovenskem, zagotovo pa vemo, da so presežki njene strokovne odličnosti in osebnostne naravnanosti danes del paragvajske, svetovne in tudi slovenske intelektualne zakladnice. Da se da kljubovati oviram, maksimizirati, kar ti je dano, in da je možno preseči doseženo in uveljavljeno in zadostno, je dragoceno sporočilo. O tem, kako se razvija in oblikuje mladi bi znala veliko povedati naslednja zaslužna občanka, že prejemnica nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za življenjsko delo. Sledi podelitev plaket občine Medvode. Zato nazaj na oder vabim oba podeljevalca, predsednika Komisije za nagrade, gospoda Romana Verasa in župana gospoda Nejca Smoleta. Občina Medvode podeljuje plaketo za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodarskih, družbenih in drugih dejavnosti v občini uglednim posameznikom, ki bistveno prispevajo k dvigu kakovosti življenja na območju občine Medvode. Za prispevek k kakovosti bivanja starejših v občini Medvode prejme plaketo občine Medvode gospa Marija Tome. Marija Tome se je rodila leta 1943 v Zgornjih Dupljah na Gorenjskem. V Medvode se je preselila leta 1968, kjer si je z možem, skladateljem Janezom Tometom, ustvarila družino. Po izobrazbi je magistra pedagogike. Svojo poklicno raziskovalno pot je skorajda v celoti posvetila razvoju novih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in vajeništvu, tako na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, na Gospodarski zbornici Slovenije in Centru za poklicno izobraževanje. Njeno sporočilo mladim in staršem je bilo: poklicna šola ni slepa ulica. Leta 2002 je prejela najvišjo nagrado Republike Slovenije, nagrado za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju na področju srednjega šolstva. Njena bibliografija obsega več kot 80 strokovnih člankov, poročil, katalogov znanj in učnega gradiva ter opravljenih analiz. Ena zadnjih je iz leta 2012 o življenjskih pogojih in potrebah starejših v občini Medvode. Pravijo, da se moraš na upokojitev pripraviti zato, da se vrneš v kraj in bolj, kot si morda prej, začneš s svojim krajem živeti. Po upokojitvi je Marija Tome doživela, da v Medvodah ni poznala prav veliko ljudi, zato se je leta 2007 vključila v Društvo upokojencev Medvode. Prvi 2 leti je bila tajnica, nato pa vse do danes predsednica društva. V prvih 5 letih predsednikovanja je vodila pripravo društvenega glasila in leta 2011 ob 60-letnici društva tudi pripravo zbornika. V imenu društva je tega leta prevzela plaketo občine Medvode. Na njeno pobudo je bila ustanovljena glasbeno-instrumentalna skupina Sončna jesen, v kateri tudi sama prepeva ali pa zaigra na citre. Na njen predlog se je društvo vključilo v program prostovoljstva Starejši pomagajo starejšim, ki ga vodi zveza. Pridobila je prostovoljce, poskrbela za njihovo usposabljanje in prevzela vlogo koordinatorke. Z organizacijo prireditve Podarim dobim je dobrodelnost še v večji meri postala vrednota društva. Moramo skrbeti, da če le moramo, pomagamo zadovoljevati tiste potrebe, ki jih posamezen član ima. Organizirala je tečaje, predavanja in pogovore na različne teme, pomembne za varno in dostojno preživljanje starosti. Pod okriljem društva se je oblikovala tudi skupina za samopomoč Rožice. Leta 2017 je prevzela koordinacijo dela v Zlatem kotičku in za izvajanje različnih programov pridobila širši krog izvajalcev in sodelavcev. Zase pravi, da je delovna in vztrajna, včasih pa tudi zaletava in preveč odkrita v nepravem trenutku. Ni to tako, a veste, da bodo ljudje prišli in da jim bo vse postreženo. Jaz bi želela, da iz vrst udeležencev postanejo
aktivni nosilci nekega dogajanja. En mandat je bila članica občinskega sveta občine Medvode in 2 mandata članica odbora za urejanje prostora in ekologijo. Politični dialog ji namreč ni tuj, kajti reševanje vprašanj šolstva je bilo vedno tudi vprašanje stroke, politike in uporabnikov. Marija Tome z izrazitim čutom za solidarnost, podporo ranljivim družbenim skupinam in nenehno krepitvijo povezanosti ob različnih aktivnostih med nami pušča globoke sledi. Kako sem dobro zdi, da sem dobila tole priznanje in to v kraju, v katerega sem se pravzaprav najbolj aktivno vključila v času svoje upokojitve. Kajti vse svoje delovno življenje sem bila zaposlena v Kranju in pa v Ljubljani. Zdaj pa sem najbolj vesela, ko grem skozi Medvode in imam toliko ljudi, ki jih pozdravim. Dober dan, kako si? Skratka, hvala lepa za to prepoznavnost v domačem kraju. Gospe Mariji Tome iskreno čestitamo. Za zasluge na področju družbenih dejavnosti prejme plaketo občine Medvode gospod Dušan Brekič. Dušan Brekič se je rodil leta 1939 v Dalmaciji blizu Zadra. Družbeno odgovoren je bil že kot najstnik. 5-krat se je udeležil mladinskih delovnih brigad. Šolal se je v Ljubljani, kjer je leta 1963 tudi diplomiral na ekonomski fakulteti in kot ekonomist večino delovne dobe delal na vodilnih položajih v gospodarstvu in politiki. Vedno pa našel čas tudi za široko družbeno aktivnost in že leta 1976 prejel odlikovanje Red zasluge za narod srebrno zvezdo. Po prihodu v Medvode leta 1974 je bil najprej izvoljen za predsednika sveta krajevne skupnosti Medvode, nato za predsednika sveta krajevne skupnosti Vaše Goričane in skupnosti krajevnih skupnosti Medvode. V letih 1981 do 1985 je bil predsednik izvršnega sveta občine Ljubljana Šiška. V tem obdobju so Medvode dobile novo šolo, nov vrtec, nov zdravstveni dom in še nekaj manjših objektov iz projekta Samoprispevek v Ljubljani, kmalu po odprtju Gorenjske avtoceste pa tudi asfaltno prevleko na cesti od Stanežič do Medvod, kar kmalu ni bilo dovolj. Pomagal je številnim medvoškim podjetnikom in kmetovalcem, bil je član nadzornega sveta LPP, en mandat pa tudi direktor tovarne celuloze in papirja Goričane. Po ustanovitvi občine Medvode je bil izvoljen za člana občinskega sveta in bil aktiven član njegovih organov. Ob zaključku aktivnega dela je bil vodja oddelka za proračun in finance v občini Medvode in zadolžen za razvoj drobnega gospodarstva, kmetijstva in turizma. Ob ustanovitvi novih občin je postal medvoški arbiter v komisiji za razdelitev premoženja bivših ljubljanskih občin. Sprejet in uveljavljen je bil njegov predlog delitvene bilance, ki je za Medvode optimalen. Tudi področje družbenih dejavnosti ni ostalo brez njegovega prispevka. Med drugim je bil predsednik DPD Svoboda Medvode in sodeloval pri organizaciji glumaških večerov v Goričanah. Zgodbo Medvode se je ob njeni 50-letnici povzpel na Triglav. Njegov moto sicer je: cilj si dosegel, ko si srečno prišel domov in ne, ko si dosegel vrh. Kar 20 let je bil predsednik Planinskega društva Medvode, ki je v njegovem obdobju doživelo razcvet. 20 let je planinski vodnik z licenco, vodi tudi planinsko sekcijo Društva upokojencev Medvode. Dolga leta je bil tudi član organizacijskega odbora priljubljenih veteranskih smučarskih tekem, ki se sedaj odvijajo pod okriljem Planinskega društva Medvode.
Da je delo Dušana Brekiča na področju planinstva zares uspešno, dokazuje plaketa občine Medvode, ki jo je društvo prejelo predvsem za rezultate v času njegovega predsednikovanja, ko je gradilo varne poti in mostove. Delo naših članov, prostovoljno delo, brezplačno, edino za en malico pa za kozarček, tako to je težko ovrednotiti. Kot pravi, je vedno pripravljen poslušati druge, težko pa odstopa od svojih stališč. Povejte mojim doma, da mi je uspelo, da sem končno našel vse, kar sem želel. Ne povejte, kako ste me našli, da sem tu na ulici sam ostarel. Vandram sem in vandram tja, kjer položim glavo, tam sem doma. Prižgem cigaret in začnem se peti. Ali je še kaj prostora tam na jugu? Ali še imajo tiste lepe sončne dni? So ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi. Končno našel vse, kar sem želel. Ne povejte, kako ste me našli, da sem tu na ulici sam ostarel. Vandram sem in vandram tja, kjer položim glavo, tam sem doma. Ker ne moram leteti, si prižgem cigaret in začnem se peti. Ali je še kaj prostora tam na jugu? Ali še imajo tiste lepe sončne dni? So ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi. Ali je še kaj prostora tam na jugu? Imajo tiste lepe sončne dni, so ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi, brez skrbi, brez skrbi.
Skladba Ali je še kaj prostora tam na jugu je malodane življenjska zgodba Branislave Sušnik, ki je tam na jugu v Paragvaju pustila neizbrisljivo sled, pred seboj pa utrla novo pot. Za svoj uspeh in sporočilo trajnostne vrednosti je leta 1992 prejela najvišje priznanje Paragvaja za znanstvene dosežke. Posthumno ji je bil podeljen tudi častni naziv Paragvaja Gran Oficial za dejaven prispevek k oblikovanju paragvajske identitete. V Paragvaju so po njej poimenovali ulico in stolpnico, izdelali poštno znamko ob 85-letnici njenega rojstva. Skupaj s staroselko, paragvajsko aktivistko in pesnico pa je upodobljena tudi na največjem muralu v glavnem mestu Asunción z naslovom Združene v različnosti, ki pomeni klic k trajnostnemu razvoju ob upoštevanju biološke in kulturne raznolikosti. O dvojni identiteti, dvojni pripadnosti in dvojni vrednosti dela Branislave Sušnik v Sloveniji in Paragvaju lahko veliko preberete na spletišču bivališča Branislave Sušnik, ki sta ga pripravila doktorica Barbara Pregelj in Francisco Tomsič, tudi avtorja razstave v galeriji na prostem tamle ob Sori. Tudi v Sloveniji se izjemnim ljudem, ki so vzor osebnega in strokovnega razvoja, znamo pokloniti. V jeseni bo Cankarjev dom gostil mednarodno znanstveno konferenco o doktorici Sušnik, Slovenski etnografski muzej pa razstavo z naslovom La doktora, slovenska raziskovalka v Paragvaju. V Medvodah posameznike, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevajo k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti, nagradimo z nazivom Častni občan. Na oder zato še enkrat vabim predsednika Komisije za nagrade in gospoda župana, da podelita naziv Častni občan občine Medvode. Častni občan bo ob podelitvi prejel tudi posebno listino, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine. Gospe in gospodje, spoštovani gostje, naziv častnega občana za letošnje leto prejme gospod Metod Ferbar. Za ljudi, ki imajo ideje in želijo dejansko nekaj spremeniti v dobrobit skupnosti, vedno obstaja pot, nemalokrat polna izzivov ali preprek. Metod Ferbar sodi med tiste, ki želijo, znajo in tudi uspejo priti do cilja, da se vsi počutijo bolje. Pa naj bo to nova asfaltna prevleka, obnovljene stavbe, urejena okolica, lično poslikane kapelice, novoletna okrasitev ali branje skorajda izgubljenih zgodb kraja. Poleg tega že mnogo let sodeluje v kulturnem, turističnem in gasilskem društvu in društvu za ustno zgodovino, prepeva v različnih zborih in sodeluje pri pripravi prireditev in igrah. V eni od iger v vlogi Brodnika, Koritnika, pove tudi sledeče. Nebeški oče dol, poglej, krivica, smlejcem se hodi. Metod Ferbar, organizator dela po poklicu, je bil med drugim tudi predsednik krajevne skupnosti in turističnega društva Smlednik, funkciji, preko katerih je lahko popravil nekaj teh krivic. Gor je rasel, ko je veljal še sistem dinar na dinar. Krajani smo morali ali za cesto, ali za elektrifikacijo, ali za karkoli zagotoviti ta prvi svoj dinar in na ta dinar je dala en dinar občina. Prevzel je organizacijo, dogovore z občino in nudil pomoč pri zbiranju soglasij in prispevkov lastnikov zemljišč za ureditev in asfaltiranje več odsekov cest. Še posebno je bil ponosen na dostojno povezavo z Ljubljano. Vsakih 5 ali pa 10 let 500 metrov od Vikrč gor skozi, v Smledniku smo pa skozi živeli v enem grabnu, pa na pol prevoznih prehodnih zadevah. Pa so za njega dni zadevo obrnili. Začeli smo delati cesto Smlednik-Vikrče.
Veliko truda je vložil tudi v prenovo doma krajevne skupnosti Smlednik in sodeloval pri dograditvi zbiralnice mleka v Mošah in Hrašah v prostor za druženje. Od nekdaj je občudoval smledniško ljudsko nošo, zato je poskrbel za njeno upodobitev na kulturnem domu v Smledniku in svojo pregovorno pogajalsko sposobnostjo pomagal s tripartitno pogodbo razrešiti tudi dvome glede njegove uporabe. Rešitev, ki po dolgih letih še vedno deluje. Uresničil je svojo dolgoletno željo, da vdahne življenje sicer gradbeno obnovljenim kapelicam na Kalvariji ob poti na Stari grad. Po spletu srečnih okoliščin je našel primernega slikarja, poskrbel za zbiralno akcijo in s prispevki vaščanov je bila obnova in poslikava izvedena do konca. Trudil se je ohranjati ostanke starega gradu, po požaru pa je pristopil k obnovi objekta Špeljkina vila in ureditvi okolice objektov za saditvijo vegetacije, za katero ves čas skrbi. Prizadeval si je za izdajo razglednic in publikacij na temo živih legend povezanih z gradom. Sodeloval je pri zborniku o zgodovini kraja z naslovom Če spoštujemo preteklost, bo svetla naša prihodnost. Njegova tema je bila oskrba s pitno vodo in čeprav je zbornik z več kot 440 stranmi zajeten, napove: Iskati še teme, ki smo jih pozabili ali pa ne pozabili, recimo nič nismo rekli o otroškem varstvu v Smledniku, nič nismo rekli o telefoniji, kako smo jo delali. S predstavitvami krajev, vaških posebnosti in znamenitosti, nekdanjih navad in običajev skrbi, da bodo mladi rodovi o krajih vedeli več in da zgodovina ne potone v pozabo. Že več desetletij vzdržuje tudi grobove nekdaj za kraj pomembnih ljudi. Ob 500-letnici kmečkih uporov pa je bil med pobudniki postavitve spomenika na križišču v Valburgi. Delo domačih rezbarjev. Sem jih malo animiral, no? Če so pripravljeni kaj narediti za to, zato ker denarja nimamo nič. Pa so pokazali eno pripravljenost in smo se skupnimi močmi potem lotili dela. Metod Ferbar izžareva neskončno energijo, vztrajnost in voljo, oplemeniteno z izrednim čutom za človeka, domač kraj in preprosto modrostjo, ki je osnova za uspešnost mnogih projektov, ki so se sprva morda zdeli neuresničljivi. Častni občan občine Medvode, gospod Metod Ferbar. Vabimo vas, da spregovorite v imenu vseh nocojšnjih dobitnikov in pa seveda v vašem lastnem. Izvolite. Že uvodoma bi se rad zahvalil eni od organizatork tele prireditve, ki me je opozorila, da pričakuje od mene tudi kakšno misel ob zaključku prireditve. To je bila izredno bistra pripomba, zato ker danes imam precej zmede v glavi, da ne bi skupaj spravil. Sicer je majčkeno težko govoriti v imenu drugih nagrajencev, če niti ne veš kaj oni razmišljajo. Toda pričakujem, da bom zadev žebljico na glavico, če se v imenu vseh nagrajenih zahvalim vsem tistim, ki ste organizirali in realizirali občinski razpis in sprejeli potrebne odločitve za izvedbo in organizacijo današnje prireditve. Res iskrena hvala vsem. Prejeta priznanja
so nam potrditev pravilnosti naše odločitve, da smo stopili v vrste prostovoljcev in hkrati tudi širše priznanje koristnosti našega dela. Po mojem mnenju je narobe, da prostovoljstvo razumemo le kot izraz neke velikodušnosti in dobrodelnosti. Nasprotno, prostovoljstvo bi pogosto morali razumeti kot neko odprto postavko posameznika glede na širšo družbeno skupnost. Kaj hočem povedati? Naša življenjska doba se daljša in vprašanje je, če z obstoječimi finančnimi mehanizmi naberemo dovolj sredstev za pokritje stroškov standarda, ki ga uživamo. Vsakdo med nami bi si moral izdelati svojo vsaj približno bilanco stanja. Mislim, da bo marsikdo ob primerjavi vloženega s porabljenim prišel do rdečih številk. To pa z drugimi besedami pomeni, da bi morali za ohranitev nivoja našega standarda, ki ga uživamo, tako v času zaposlitve kot tudi v času naše upokojitve, brez pričakovanja nekih nadomestil, še kaj postoriti za naše skupno dobro, za varstvo našega okolja, za ohranitev naših navad in običajev, za gojitev kulturne in ohranjanje kulturne dediščine, za gojitev kulture in ohranjanje kulturne dediščine. Ker sem prepričan, da potrebe po prostovoljstvu ne bodo ugasnile, vas vse skupaj vabim k razmisleku. Hvala za vašo pozornost. No, še tole sem hotel za konec reči. Verjetno sem danes dobil tole priznanje, zaradi tega, ker smo ravno sošolci z gospo župan pomagaj, Slavljenka, Branislavo Sušnik in sošolc od našega občinskega zavetnika Jakoba Aljaža. Saj menda verjetno tudi v Paragvaju tistim, ki so nekaj generacij pred nami hodili v isto šolo, rečete sošolci. No, Jakob Aljaž se je šolal ali pa je delal prve razrede v Smledniku, tako sem jih tudi jaz, doktorica Branislava Sušnik je pa hodila na Poljansko gimnazijo, sicer malo prej kot jaz. Jaz sem se takrat rodil, ki je ona odhajala v Paragvaj. Hvala. Iskrene čestitke gospodu Ferberju in seveda vsem prejemnikom letošnjih občinskih priznanj. Gospe in gospodje, prišli smo do zaključka nocojšnje slavnostne seje. Vsako leto ob občinskem prazniku je poklon seveda namenjen zavetniku teh krajev, Jakobu Aljažu. V ponedeljek 6. julija praznujemo 175. obletnico njegovega rojstva. Letos pa je naš zavetnik džentelmensko pozornost prepustil ženski, za katero nocoj obeležujemo njeno okroglo obletnico rojstva. Zato vas, spoštovane občanke in občani, ob koncu vabim, da si v na novo poimenovanem parku na zahodnem delu tržnice preberete kratko predstavitev Branislave Sušnik, vabljeni pa tudi v galerijo na prostem pri knjižnici, kjer vas bo razstava o njeni predanosti svojemu poslanstvu nagovarjala čez celo poletje. Na prenovljeni steni za knjižnico si lahko ogledate prvo spominsko ploščo znanih Medvoščanov, ki sta jo danes odkrila dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika Republike Slovenije, in paragvajski veleposlanik dr. Juan Francisco Facchetti.
Po prireditvi pa vas ponovno vabimo k ogledu kratkega dokumentarnega filma Hiša med vodami o rojstni hiši znanstvenice, ki smo ji posvetili današnjo slavnostno sejo. Poslovili se bomo ob zvokih skladbe Lahko noč skrbi Severe Đurin z akustično zasedbo, medtem pa vse prejemnice in prejemnike nocojšnjih priznanj povabili na fotografiranje kar sem na oder. V imenu organizatorjev Občine Medvode ter Javnega zavoda Sotočje Medvode se vam, gospe in gospodje, zahvaljujem za vašo cenjeno pozornost in vam želim lahko noč. Ležeš na zemljo, luna na nebo, vse se zablešči, zrak se umiri, mirno je srce, ko zapreš oči. Lahko noč skrbi, lahko noč skrbi, fado va se vado. Zazreš se v vodnjak, pada mehak mrak, voda se skali in zavalovi, ptica prileti, misel se spestri. Lahko noč skrbi, lahko noč skrbi, fado va se vado. Dan se zaiskri, zrak se umiri, mirno je srce, ko zapreš oči. Lahko noč skrbi, lahko noč skrbi. Hvala lepa. Hvala lepa.